Gršu naokol je serija posnetkov, kjer prikažemo razne kmetije po Sloveniji. In tole runda sem šel na kmetijo Rotovnik v Ljubnico pri Vitanju. Ukvarjajo se s proizvodnjo mleka, trenutno molzejo 55 krav, prevladujejo pa črno-bele pasme. Zdaj pa najbolj, da še šefe, Marko Rotovnik, pove, kako so prišli do te štale. Pred 10 leti smo zgradili nov hlev, prej smo imeli nekje 20 muznic, potem je pa to vse skupaj ratalo premalo, no pa smo potem se tole odločili, da lastne režije naredimo. Na razpise pa nisem prijavil, ker je bil premali vračljiv strošek in smo tek s prijatelji pa tak ne. Spravili skupaj? Da smo spravili skupaj, ja. Stara štala je tam, polovica sem jo podrl stran, ne, tam je še šla tudi cesta, gor do sosedov, ne, pa sem to mogel vse skupaj predstaviti. Pa smo že dosenega betona premetal? Kar nekaj, ja. Vse bistvo, kar se betonski del tiče, to mi kolega, ko mu firmo je naredil, ne. Ostalo, zidarijo, pa ruž, to smo pa vse sami, ne, montaže. Ko pa je bilo takle brih ali pa terin rešvati, jaz sem naravno ne imel drugače, pa vidim, da je precej v brih. A ste to kopali? Ja, ker. Tu smo glih na nulo prišli, ne, tu smo pa vse skopali, bek tule, cirka 4 metre je niže, ne, recimo bi teren, pač tak smo se malo prilagodili, ne, pa. Ko ste štemali, a je bila skala? Ne, tisto ni bilo. Bil je lapor, je še bukaj v redu teren, no. Štala je, ko pa oprema, pa kako je kaj živina postrojena? Ventilacijo smo lani postavili, ne, pa robota smo tudi lani zmontirali. To je pač bilo mogoče, tudi študiram še, da je še mogo tudi gume na podpehala, ne, tudi počas dati, ne. A tle imaš pa ena pehala? Ja, to je ena pehala. Ne bolj, da greva kar notno pogledati pa. To se pa začne od majhnih leto pa do konca. Telice so na rešetkah, ne, tu smo dali pa ne pehale, ker smo v starih jamšom 300.000 litrov in sem pol nekako, da sem pocenil investicijo, ne, sem tu na pehala naredil, pa da se to steka pol vse skupaj v jame, ne. Če naj bi še to bil takrat čez 100.000, če kaj zraven, ne, če bi. Če bi hotel začeti le rešetke, tako, ja. Bi to dražje prišlo poj. Tako, ja. To je bila le majhna kmetija, prej si nisem upal nekakve investicije velike iti, ne, pač bolj tak neki zmerno, ne. Tudi robota, recimo, tudi moč takrat še niso bili tako dodelani, zdaj je pa kaj v redu, no, da smo še malo ženske razbremenili, pa. To je bila pa je dobra naložba, robot. Ja, če žena vprašaš, ja, pa imamo, ja, zelo. Saj so se tudi rezultati, so se tudi kar zboljšali, no, tako da. Vidim, da je štara drugače kar dosti odprta, ampak ko pa to, da je bilo treba še toliko ventilatorjev gor, se dosti pozna to pa je prezračnost. Ja, včeraj se je fajn sladilo, neko je bil dež, včeraj so ventilatorji laufali že na 100%, zdaj mislim, da laufajo na 30%, do 25 stopinj pa že laufajo na polno, ne. Krave je treba tudi nafutrati. Koruza, travna silaža, ostalo pač moramo dokupiti, ne. V tem cilju sem imam K19, kot tistom za robota, tule mi istočasno mi pripelje repične tropine, ne, pol pa pride glažar, pa mi tule pol naredi miks, vzame repične tropine, šrot, pa še ostale dodatke, Actiprot, tako da je že obrok pripravljen, ne, za umešalno direkt, ne. Kaj pa z vozom zraven se pripelješ, a to z daljincem vklopiš, kako ima? Ne, tam ne imam kar ročno. Aha, a pa na vago gledaš? Tako, ja. Tam nekje 3 tone 700 je za dan pa pol. Pa do futra je treba nekako tudi prideti. Zdaj smo na 560 metrih, smo točno. Tu koruzo imamo večino v dolini, to vse sfuramo iz Konic, iz Socke. Recimo od 7 do 15 km nekje, no. Koliko pa skaj posevali te koruze? 10 hektarov. Obdelujemo 40 hektarov zemlje, večinoma so trajno travinje, nekaj malega sejnih travnikov. A to kje, da posod s traktorjem prideš? Ne. Dan, ko ne gre s traktorjem, gre pa z BCS-kam. Tale je sploh fajna, te stara. Aha, tam je dolg se krave pasejo, to imaš pašnik. Tako, tu imamo telice, da pač popasejo tudi terene, ne pa imamo med sadjem noter. Tudi maček se pase. Brez mehanizacije itak da ne gre. Me prav zanima, kva paše za te terene. To je bil pač prvi traktor, ne, ko sem prevzel, je zadostoval, ne, je bil dost, ne.
pa za terene, pa tak, pa cenovno. Koliko pa vse skupaj malo naraslo, no je bila pa potreba po malo večjim, ne. Problem je bil pred traktorjem. Vsi grejo v višino, ne. Smo se prišli tudi stik z Tadejem, ne smo se začeli pogovarjati. Pa je rekel, da mi ga da na test, nisem imel občutka, nisem se tudi upal, ker je le večji traktor, pa tako nisem si upal po hribu tako peljati, ne. Pol je pa sam prišel enkrat pa mi pokazal in smo se furali po res hudih hribah, tam, kjer se pač z onim nisem. Veš, da je pol je traktor kar ustavil, ne. Jaz sploh nisem dal več za rok. Rabo pa sem tudi enega tak, da je močnejši, ne, da ima močnejši motor, da je 4,5 kubiture, pa da je težja tudi zaradi hriba, ne, da ga ne odnaša. To se pravi, boljše, da je nekaj težji, močen, malo širi, malo nižji. Tako, da lahko takole na tako kombinacijo komut furaš po bregih, ne, ali pa na večjo nakladalko. Koliko ima ta konov trenutno? 140. Pa pelje bregove dober. Ja, mislim, da ne rabi več moči, ja. Se letiš pa tudi kar dober, koliko pa greva? Ja, kar gre. A 18 na uro, jaz prav vidim. Ja. In samo malo gledam tele profile, a pa je to za pobreh? Ja, zdaj ne več, zdaj je dobri 4000 ur. Mislim, da bo treba nova obutev, ja. Ponovadi bo tako, mi ravnince kupujemo gume od hribovcev, zato ker hribovce dosti hitro dol dajejo in za nas je to še vrh glave. A opremljen je tudi pol bolj kot ne na ful, edin čelen ga nima. Ja, tudi imamo ta močno pumpo, low sensing za nakladalko tudi. V bistvu od opreme tako bolj kot ne vse, ja. Ali pa zračne brenze, a imaš na nakladalki tudi zračne brenze? Ja, na cisterni nakladalki. A si nakladalko dol pripeljal, a si na okupu? Dol je bila pripeljana, ja. Ne, to je predrago. Pa zmetena prednja oprema, no to obvezno mora biti zmetena kabina. Vse, sem tudi zelo zadovoljen, je Tadej je v bistvu tako skoraj domačin tu, tudi kakorkoli, daj kako olje recimo, ne tudi za vikend, sam pokličem, ne, pripeljam sploh. Pa še kakšnega popijete zraven, pa je. Tako, kjer rečemo, ja. Vidim, da ste dosti na samem, na vsak mogrička, kakšna kmetija stoji, kako preko, ni tako gužve, kakor pri nam. Tako je pač hrib, ne. Mogoče še tule pri nas je še dokaj dober teren, ne, drugače pa večinoma so manjše kmetije, no. Se povezujete, mislim, se družite, ste v dobrih odnosih, a je to ja, vsak zase? Mislim, da smo kar, ja, si kar pomagamo, tudi še posebej pri silaži, pa vse si moramo, ne. Je pa zanimivo, ne, jaz sem bil recimo tule drugi smel v temle v kraju štirko, ne, klasa, pa že v 6 letih, zdaj jih je pa že 10. A tle okol? Tako, ne, in se vidi, da mislim, je traktor primeren za take terene, ne. A je pa vse imajo štirko ali vse imajo? Vsi imajo štirke, ja. A je prav? Smo se že zabavali, zdaj da bomo pač naredili en piknik nekje v radiusu 3 km, da bomo samo s klasom. A da ste s klasom kaj prišli pa? Tako. Bobna tle snema pri Markeci, pa te gledamo te na drugi kogu. Kje, da bi se pripela? Je ne, tu te od Markeca te snemamo. Telegraf, ne pride. Te do telegrafnice pride se v te vedlo. Čuj, ko najprej mokro, le gre Marko kosit. Ne, vred, ja. Katje bi se mu doj, ko imaš Abrahama, petek, neko podiraš. Ja. Tam se ti mu doj, ha? Ja, vojde tudi. Daj pripeli se do telegrafnice, se pripeli. Kaj je fajn, ko smo v brigah, oziroma ko se iz hriba na hrib vidi, to naravnem se ne moramo tako lahko gledati. Ne, doj, veš tako mali, tudi ima zrastu. A je to una kura, ki pa je zrase, ki puhasta, svilinka? Ja, A bela ostane, a se to kaj spremeni poj? ja tudi mislim, da so bele, ja. Ču. Tu prej muzišče, 2x3 avto tandem, ful avtomatsko. V bistvu je bilo dobro, tistega sem narabljenega tudi kupil, tole pa zdaj glih fajn laufa, no vse skupaj. Se spoj zamerili ne odločil. Ja, ogromno sem začel malo tujih forumov, pol brat, pa tak ne. Sve šik je pri nas, če greš do kjerega kmeta, vsak svoje hvale, ne. To je vse najboljš, pa in sploh ne. Potem sem pa začel malo tujidi, malo brat, pa tak, pa mislim, da je kar brezstresna moža, je kar dokaj tih je, eden najbolj tihih robotov. Kaj pa cena vzdržvana, da smo pri temu, kaj Ja, naj bi bilo to med cenejši, ne, roka bi naj bila vzdržljiva, pa tako pa vem, no. Trenutno, kot kaže, je kaj vredno, no. No, da je še verjetno sploh ni cel let okoli, odkar imaš robota, ampak koliko pa pride vzdržvanje robota na let? Seski recimo na 2 meseca, čistila večinoma, pa še tiste smo zdaj malo znižali, ne, 2800 €, 4 sodi.
A moraš pripravljenost kaj plačevati, recimo 10 noči pokličeš, če kaj narobe? Ne, tisto ni treba, ne. Kako pa imaš kaj s kravam rešeno, kaj mastitica ali pa težav? Fullwood uporablja Daffy Milka tehnologijo, ne, za ovratnice, pa za spremljanje bojatve, pa za mastiti se, tudi računa, ne, maščobe in beljakovine, vsake 2 deci mleka. 6 mesecev dejansko ni bilo nobenega mastitisa, ne, ko smo gradili robota. Ja, po zimi sem če mogel cisterno zamenjati, ker se mlečnost, ko smo montirali robota, smo začeli most pri 27 litrih, zdaj smo nekje pri 36 litrih, pole pa cisterna ratala malo premajhna, ne, pa smo še mogli to zamenjati, zdaj pa upam, da bo to menda dosti. Kako pa je zdaj litrska? 4200, ja. 4200. Če dobro, da si mlekarnico to koliko naredil, da si še not nekako spravil, glih za glih. Glih za glih, ja. Danes boš te prvo kosil, a te drugo, ko imaš to? To je druga košnja, ja, plan je bil danes, sam je včeraj bila kar velika količina dežja, tako da, ne vem. To se pravi, mora biti bolj shod, da traktor ne zdrsne, če je Viš, da ne, to je kar nevarno, pa drn poškoduješ, ne, pa so veš onesnažene silaže, pa vse skupaj ni fajn. To je za nas ravno, to so v bistvu ta boljši tereni. Se tudi ravnim je tudi problem, ne, tam če voda stoji noter je isto, tudi poškoduješ pol rušo, ne, možeš glih tako umazano silažo, ne. A pa tako tam, ko imate malo jame ali pa ko preko, a voda ne stoji, a gre čez? Ja, kakor kje, ja, tam do spodaj, moment tak teren, ja, tudi stoji voda, no. Drž pa večinoma se pa fajn uteče, no. Tudi tle ne gre, brez kakšnega vetra, toče. Ja, glih zanj sem imel en tak primer, sem bil tule gore v hlevu, je prišel tak sunek vetra, sem tule zraven gledal, kako mi je tule iz silosa, je vse mreže, gume dvignalo, je bil tak vrtinec, cisterne, tavžen litrske, pa jih je tule vse skupno travnik zmetal dol, ne. Tam star hlev je že odkrilo, ne, pa tam tisto drvarnico, pa zanč je tule od zadaj prišel veter, pa mi je vrate vun potrgal, ne, ker je, ko je bil tak sunek. Že te pred 3 leta nazaj, ko ljudi so neurje, je tudi tule že veter lajstno začelo že navzgor pigati. Ko pa glede toče pa to, a se tle tudi kaj ne udaril? Bila je tako muč za oreh, več še pa ni bila, no. Vidim, da imaš precej velike mašine za take terene. Kako pa se s tem soočaš? Ja, še kje, vse imamo ravnine, imamo tako nekaj srednjega, pa breg, ne. To je zdaj ta zadnja, neko sem jo kupil, to imam bolj za dolino, pa za te ravne terene. Imam še eno 8000 s stopom, za hribe pa še tisto le majhno, tam le gor za tiste ekstreme. Bolj. Aha, imaš 3 cisterne za 3 različne terene. Tako, da zdaj lahko gremo tudi vsi, da gremo s sinom ali pa s očetom, pa smo kar hit fertik, ne. A strojnikov imaš poj? Pa je, no, zdaj še sin naredil izpit, tako da. Ja, vsaka pomoč pride prav. Ja, viš, da je. Tale beton je še precej frišen videti. Tudi dva sem že prej imel, tole smo zdaj naredili prejšnji teden novo, da se malo balire, znebimo. Je lažje tudi za samo fojtrne, pa vse skup se mi zdi, da je nekako. A prej smo pol recimo, malo balirane, malo silos ali bolj kot ne balirane? Ne, bolj kot ne smo že silose, ne. Premalo sem imel placa, ne, pa sem pa mogel vedno zbalirati, kaj pa je to moj strošek, pa tista manipulacija bal je kar problem. Tudi mešalni malo dlje traja, da se zmeša, ne. Tu se mi pa zdi, da je bolj kot ti narediš neko analizo za cel silos, ne, pa recimo 3 mesece, 4 mesece fojtraš, ne, pa moš skozi stalno obrok, to se mi kar dopade, no, da je. A usluge baliranja si koristil? Sem koristil, ja. Ne, zaenkrat ne. To je že za poravnem velik, za tlele pa se da. Pa niti ne, no, gre kar fajn v hrib. Gre. Ja, ja. A pa je kakšna nevarnost, da se prekucaš? A niso za hrib bolj kakšne kače, recimo, ali pa kaj takega? Ne, sem tudi enkrat imel na probi kačo, pa je skoraj bolj problem, ne tisto ti zanese, v kakmo je ne moš pol gor spraviti. To smo se s Tadejem pogovarjali, mi tole priporočal, pa je bila kar pametna odločitev, no. Pa storilnost je kar gromozanska, no, mislim. Ja, še enkrat hitrike pa tako. Sej, še tek imam enega, še 4 metre pa pol, pa še enega 3 metrskega, tako da imam tudi 3 zrebljalnike, tako da, ko je tudi gremo vsi skupaj, da hitro naredimo, ne. Ja, ko smo se s Tadejem pol pogovarjali, ne, o zrebljalniku mi je priporočal 6 kolesno podvoze, glih zaradi hribov, ne da ne zanaša, ne, recimo, ko prideš v strm teren, ne, in je se kar fajn drži, no. Pa stranski zgrabek, ne, obvezno. Tu pa le, tu lahko še z kakega hriba mu prestaviš rižo, ne, je to veliko lažje, ne. Če koliko boš danes pokosil, približen? Ja, nekje 15 hektarov. Prve košnje, recimo nekje 25 hektarov, eni rundi pokosimo,
Zdaj bomo pa 15, ko smo nekaj vzorali, pa koruzo sejali. A to en dnev pokosiš? Večinoma eno dnevu, ja. Pa recimo pri tretji košnji, ko je pa moč malo bolj že vroče, pa tak te pa bolj po etapah, ne, ker se prehiter suši. Vidim, da imaš le tudi čen silos. Ja, to je še pa star, pol hleva sem tako podaril, zdaj pa zaenkrat, če je tudi uporabi, počas bo pa tudi ta objekt šel v... Kako ga pa filate, ker s te strani ne prideš zunaj, ste ne videli, da je gužva? Kar rikverc, ja. Ker težko je se, zato sem pa zdaj onga naredil, da bo tudi zdaj ostal prazen, da bomo raje stroje noter shranili, ne. Čakaj, pa to povej, mislim, kje sprašil to? A stle pa tle kipov na sredi silosa? Tam pa not, ja pa tudi, koruzo pa tule, ja. A je pa tale poden povej umakneš? Ne, to pa dvigneš, to je most. A je prav most narejen? To je prav most, ja. Tu greš zajlo, pa dvigneš, pa si odpr. A ja, še imaš tam le gor, ja pa že tam pa še na vitlo ali pa nekaj, da gor potegne? Ja, s traktorjem potegneš, pa dvigneš most, ne. Zanimivo. To je bil 30 let nazaj, to je bil višek tehnike, zdaj pač... Je dobro, si še te zanimiv. A je pa tako lepo imaš še garaže na silo za... Ja. Ja, itak, treba Če nemamo izkoristiti. kam dati. Ja, kaj je, ko že? Ja. Ko se nam zlijaš, kaj mladič, ko se nam pa že malo stari, ja, takola. On se ti nastavim na lavencu. Ja, spodaj še štuk. A je še štuk? Na unji strani, ja. Ja, tule imam pa še en prostor za dušo, za pozimi, ko nemam kaj delati. Pa gremo tule noter, pa še naredimo kak izdelek. To se pravi pohištvo. Pohištvo, ja. A se sam ti s tem ukvarjaš, tudi sine? Ja, trenutno sin zdaj glih hodi ne, za mizarja, tako da mogoče bo bolj resno zagrabil, no. Jaz pač zdaj ne morem vse skupaj, gre pa, je preveč dela tam, ne. A tam je tista letna kognak, smo preko pil, pa si to sam naredil? Ti se to sam naredim, ja. Jaz nisem lih poznaval z tega zelena. Bohaj, kva je to? Dajte v komentar napisati. So to fige, limone, kva je svim. Kaj pa se tle zadnji kaj dogaja? Vidim, da imate tudi malo kur. To je vse za domačo porabo, malo ne. Tu spodaj to je bil pa čas gost, ne. Ta komplet travank. Tako, razen tule, viš, tule je bil potok, ne, to smo zdaj dol zasul, pa smo zaranžirali, pa vse skupaj je bil kaj projekt, ja. Tole pa kar, se koliko je to, cel hektar, še več? Ja, to je že skoraj hektar pa pol, ja, tega, ja. A ste imeli prišli tudi kdaj kaj? Ja, včasih, viš, so bili, ne, zdaj pa samo za lastno porabo še. A ja, imate pa še vse glih pojte? Jesen, ja. Kaj pa misliš, da je kaj travanka, ki počas praštiman za košno? Ja, Malo se po bomo mojem sušili. sušili vse je, bomo šli probat, ne. Ko pa je ti moj ime? Oreo. Oreo, piškot. Ja, že barve take. Tis pa kaj je vroč. A mora tiče? Ja, kaj lovi? zelo. Dobro, da imate une svilinke not zavarvane, da jih ne pobere. Ja, moramo kar paziti, ja, da se jih ne lot. Navigacija, nastavljanje. Ok, daj na desno, ko imaš uni sprejemnik, ne, dol desno, ne, dol potegni, dol, to desno, tako. Smo lih veterinarja še dočekali, ne bolj da ima pove, kva se dogaja. Včeraj smo kravo operirali po porodu, ni zadosti jedla in se je želodec premaknil iz normalnega položaja pod trebuhom ob strani in je bil napihnjen z plini, ne. Temu se reče dislokacija sirišnika, ne. In krava, ker je bila v ketozi, je slabo jedla, je prišla do tega zasuka in smo s pomočjo kamere, laparoskopsko smo naredili operacijo in smo povrnili želodec v fiziološki položaj. Zdaj pa krava še vedno ne je, ne, visoka ketoza ima, tako da danes bomo preverili, če je vse na mestu, pa če so ketoni visoki, bomo ji samo dali infuzijo glukoze, pa upamo, da bo kravica nazaj začela jesti. Vidiš, tukaj smo naredili dve luknje, ne, in na ta zgornji luknji, ko smo predrli, smo dali kamero noter, na spodnji luknji, tukaj, ki smo predrli, pa je bil delovni kanal, ne, in tukaj smo s pomočjo igle smo predrli sirišnik. Noter v sirišnik smo dali sidro in smo s tako eno dolgo palco, 1,5 metra, smo to sidro spustili spodaj, ne, in z iglo smo predrli na dnu trebuha in ko je prišel cvir na tisti strani ven, smo ga dali spodaj ven, smo ga zašraufali in zdaj, če pogledaš, je sirišnik pod trebuhom pritrjen. Samo da jaz ne vidim, ki je. Sirišnik je še vedno v normalnem položaju, ne, jaz dam stetoskop
in potem udarim, ne, temu se reče ping efekt. In zato, ker ne slišiš tako, kot da bi udaril po pločevinki, jaz vem, da si rišnik več ni prisoten in da je v normalnem položaju. Ne. Zdaj pa hočemo kravo pogledati, da vidimo, če ima še vedno ketone, zato ker je Marko rekel, da krava še ne je tako dober. Tako da bomo pogledali, če še kaj drugega manjka. Zdaj pa lahko prvo spustiš infuzija čisto naravno z obotal. Evo, še malo malce, tudi to mora biti. Tudi če nismo še do konca naredili. Mama, te kaj povedala? Je ko pa čan pore. Marko, daj ma povej, kako imaš to naštelan, da je tile zadeve? Imam kar na joysticku naredil, ne, sprednjo pa zadnjo isto, ne. Vse na tem joysticku? Tako. To bom pa spomin gas, da bom vse na... Na ta prave obrate. Tako. A je ta zadnja koliko 3 metrska tudi? 3,40 m je zadnja. A je 3,40 m? Ko pa se reče temu travanka, a imaš kakšen ime? Ne, to je travnik doma. Travnik doma. A daj ta največ? Ja, cirka 6 hektarov. 6 hektarov. Zdaj pa že malo huj brih poj, a kako je to? No, to še ne. Sam preveč, da smemo iti, ker je... Ker je mokro, ne. Ni varno. Tega jaz sploh nisem navajen, pri nam je, da največ hrib je kartina. Tako da tlele, ki malo visemo, je precej drugače. Se letiš pa tudi kar dober, koliko pa greva? Jo, kar gre. A 18 na uro, jaz prav vidim. Ja. Jaz bom zdaj Marko ta pustil, da do konca naredi, da mu ne bomo s tole kamero skozi težili okoli. V glavnem je dobro predstavil, fajn nam je pokazal. Hvala lepa Marko, ki je zdaj v traktorje. Hvala tudi podjetju Grapa, ki je podprl tale video. To je pa to, se vidimo še na kakšnem drugem kmetiji, pa na kakšnem drugem projektu. Vi ste pa tudi vabljeni na bobnar7.si, po kakšne škorne, delovne hlače, kapco, majico, karkoli, da mu kaj še kaj pametnega posnel. Se vidimo. Živ!